Danes v Pomurskem dnevniku. Odprtje kopališča. Digitalni boni od srede dalje. Shod Eho podpornice. Ekosklad razpisal 2 milijona evrov. In vreme, jutri bo sončno in vroče. Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Pomurskem dnevniku. Prav prijetno poletno vreme, ki smo ga deležni zadnjih nekaj dni, nas vse bolj nagovarja k osvežitvi v bazenu. Uradno kopalno sezono so tako otvorili tudi na letnem kopališču Murska Sobota, ki z rahlimi novostmi ponovno vabi k obisku vse ljubitelje visokih temperatur in namakanja v vodi. Cena vstopnic naj bi ostala nespremenjena, idej o nadaljnji prenovi kopališča pa ostaja veliko. Sončno vreme in visoke temperature nas vsako leto v poletnih mesecih pripravijo do tega, da skočimo v bazen. To bo odslej uradno možno tudi na letnem kopališču Murska Sobota. Dejansko smo se odločili, da danes odpremo kopališče. Mislili smo, da bo to že prej, ampak so nam malo vremenske razmere nagajale. Kopališče je bilo tako že danes preplavljeno z mnogimi ljubitelji sonca in vode. Kopališče se sicer v primerjavi z lanskim letom ni preveč spremenilo, se pa je v tem času odvilo tudi nekaj popravkov, ki se tičejo predvsem investicijsko-vzdrževalnih del. Bolj zanimiva zadeva, kar smo naredili, smo nadstreške pokrili, predvsem zaradi takšnih kratkotrajnih ploh, ki nastanejo in potem obiskovalci se lahko tam skrijejo in počakajo spet lepše vreme. Letno kopališče, ki se nahaja v športnem parku Fazanerija, obsega 4 bazene različnih velikosti. Pred začetkom kopalne sezone morajo spomladi kopališče pripraviti na poletne obiskovalce. Urediti se morajo bazeni, obnoviti se morajo tudi ograje. Tile robovi ob bazenih se morajo skoraj vedno na novo nekako narediti, da je potem kopanje varno. Idej za prenovo kopališča, kot pravi, jim ne zmanjka. Z mestno občino Murska Sobota, ki je lastnik kopališča, se tako dogovarjajo o nadaljnih načrtih. Že dolgo časa se govori o pokritem kopališču, se pravi, da bi se lahko kopališče koristilo tudi pozimi. A tudi tukaj, kot pravi, so pomembne finance. Občina pa mora še izpeljati prostorske akte. V letošnjem letu je bilo v kopališče vloženo 70 tisoč evrov. Kako pa bo letos z vstopnino? Smo pa ostali na istih cenah vstopnic kot lani, tako da nismo dvigovali in upam, da bomo zato tudi imeli še več obiskovalcev kot lani. Poleg bazenov imajo obiskovalci kopališča na razpolago tudi tobogan, igrišča za odbojko na mivki in pa seveda tudi prijeten kotiček, kjer se lahko osvežijo s pijačo ali kaj dobrega pojejo. Že danes pa je vroče poletno vreme na kopališče privabilo veliko obiskovalcev že v dopoldanskem času. Po direktorjevih predvidevanjih pa naj bi letos številčno presegli lansko letno obiskanost. Osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje bodo od srede dalje lahko koristili digitalne bone 22 za nakup računalniške opreme. Gre za bon v vrednosti 150 evrov, pripravljen pa je bil z namenom povečanja digitalne razvitosti gospodarstva in celotne družbe. Sprva bodo do digitalnih bonov upravičeni mladi, kasneje pa tudi starejši od 55 let, vendar le pod določenimi pogoji. Državni zbor je konec februarja sprejel zakon o spodbujanju digitalne vključenosti in tako so se rodili digitalni boni 22, o katerih je bilo govora v zadnjem času. Že od srede dalje jih bodo tako lahko koristili osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje, ki so imeli na dan 12. marca 2022 stalno prebivališče v Sloveniji. Digitalni bon v vrednosti 150 evrov je dobro imetje v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije. Unovči pa se lahko za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme, tako osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga kot spletnim nakupom. Z boni bodo mladi od srede dalje lahko kupili tipkovnice in miške, računalniške zaslone, tablične prenosne ali namizne računalnike, spletne kamere ter drugo podobno računalniško opremo. Nekateri ponudniki računalniške opreme pa so za potrošnike že pripravili posebne ponudbe za koriščenje bonov v njihovih trgovinah. Digitalni boni bodo pozneje na voljo tudi za prebivalce stare 55 let ali več. Ti pa se bodo namreč morali udeležiti brezplačnega izobraževanja z področja digitalne pismenosti.
V Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti je včeraj potekal shod Evangeličanske humanitarne organizacije s svečanim bogoslužjem. Letošnji shod Eho podpornice je bil že 54. zapored. Potekal pa je v okviru praznovanja 100. obletnice ustanovitve samostojnega seniorata Evangeličanske cerkve v Sloveniji in 75. obletnice ustanovitve na avstrijskem Štajerskem. Letos Evangeličanska cerkev v Sloveniji obhaja 100 let samostojnosti. Naša sestrska cerkev iz avstrijske Štajerske pa 75 let. To je privedlo do ideje, da bi ta častitljiva jubileja obhajali skupaj v obliki dvojezičnega bogoslužja v Murski Soboti ter kulturnega programa v avstrijski Radgoni. Bogoslužje sta tokrat vodila soboški škof Leon Novak in škof iz avstrijske Štajerske Wolfgang Renner. Na shodu pa sta se množici vernikov pridružila tudi predsednik judovske skupnosti iz Slovenije in Avstrije. Pomen shoda Eho podpornice pa je bil povezovanje vernikov. Pri nudenju pomoči, ljubezni in sočutja ne smemo delati razlik zaradi vere, jezika, kulture ali države, iz katere prejemnik prihaja. Po bogoslužju je sledila še položitev venca v spomin na nekdanje židovske someščane. Venec so položili pri obeležju na mestu nekdanje sinagoge. Shod se je nato zaključil z druženjem na Lutrovi ploščadi v Murski Soboti, v popoldanskih urah pa še na srečanju v Bad Radkersburgu z ogledom tamkajšnje Evangeličanske cerkve in muzeja s kratkim kulturnim programom. Več v shodu pa si lahko pogledate v oddaji Aktualno, ki sledi ob 18:15. Ekosklad je razpisal 2 milijona evrov za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam. Prvih milijon evrov bo tako na voljo občinam za naložbe v rabo obnovljivih virov energije, prav tako milijon evrov pa bo na voljo za nepovratne finančne spodbude za električna vozila. Prvih milijon evrov nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v rabo obnovljivih virov energije se tiče ukrepov, kot so toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu in strehe. Med ukrepi je tudi vgradnja toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, tudi vgradnja solarnega ogrevalnega sistema ali prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, zamenjava sistema razsvetljave in optimizacija sistema ogrevanja v stavbi. Nepovratna finančna spodbuda tako znaša 20% upravičenih stroškov naložbe s vključenim davkom na dodano vrednost. Javni poziv nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila pa je namenjen določenim pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet. V tem primeru so do spodbud upravičene osebe javnega prava, tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in pravne osebe zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV. Pravica do nepovratne finančne spodbude pa se dodeli le za novo naložbo, izvedeno od 1. januarja letos do objave zaključka javnega poziva v uradnem listu. Zdaj pa se selimo na Mursko-Soboško tržnico, kjer je minulo soboto potekal dogodek Zvesi v Varaž. Tako sta lahko že tretjič po vrsti obiskali lokalne ponudnike in izbirali med njihovo pestro ponudbo, ki sega vse od sveže zelenjave in sadja pa vse do čajev in lešnikovega olja. Domači izdelki iz aronije, sveža sezonska zelenjava, sadje in zelišča ter ekološki lešniki v lupini. Vse to in še mnogo drugih izdelkov, ki jih ponujajo lokalni pridelovalci in predelovalci, lahko opazite na Mursko-Soboški tržnici. Tako se je tudi v soboto znova odvil dogodek Zvesi v Varaž, že tretji po vrsti. Lokalna tržnica je bila tako tudi v soboto obogatena s pestro ponudbo že znanih ponudnikov. Vsako drugo soboto tako svoje domače izdelke iz aronije in šipka predstavlja kmetija Jana. Ekološke lešnike v lupini, jedra lešnikov, pražene lešnike in lešnikovo olje pa ste lahko minulo soboto kupili tudi pri novem ponudniku ekološki kmetiji Petida. Solato, mlado čebulo, šparglje, paradižnik ter med ste lahko kupili pri zeleni točki. Zrirab iz Beltincev pa je svoji ponudbi ekološke zelenjave in zelišč dodal še čaje, čajne mešanice, sirupe in mnogo drugih predelanih izdelkov. Prijazni obrazi in pestra ponudba vas tako vabijo k obisku tržnice vsako drugo soboto med 8 in 12 uro.
Pojavili so se dvomi, da naj bi se Matjaž Kek predčasno umaknil z položaja selektorja. V javnosti sicer že kroži nekaj zanimivih imen, med katerimi je tudi bivši trener Mure Ante Šimundža. Kdo vse bi lahko nadomestil izkušenega Mariborčana in kaj odgovarja Nogometna zveza Slovenije? Več o tem pa na spletnem portalu Sobota Info. Še za nekaj dni nam meteorologi napovedujejo toplo poletno vreme z visokimi temperaturami. Kakšni so obeti, no pa si poglejmo. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v krajinskem parku Goričko namerili 26, v Lendavi in Radencih 24, v Murski Soboti pa 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, ponekod bo pihal vzhodni veter. Burja na Primorskem bo dopoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 12 stopinj, dnevne pa okrog 24 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. V četrtek popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 15, čez dan pa od 24 do 29 stopinj Celzija. To je bilo vse, kar smo vam danes pripravili v Pomurskem dnevniku. Seveda pa ne pozabite obiskati tudi naše spletne strani www.tvideja.si. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje spet do jutri.